Več 10 tisoč romarjev je na Veliki petek zvečer napolnilo okolico rimskega Koloseja, kjer je papež Frančišek vodil tradicionalni križev pot. Vsi skupaj so prisluhnili meditacijam, ki jih je pripravil upokojeni škof italijanskega mesta Novara Renato Corti. Ta se v besedilih o posameznih postajah križevega pota med drugim dotaknil številnih sodobnih problemov, kot so smrtna kazen, mučenje, nečloveški odnos do nedolžnih, barbarsko ubijanje, trgovina z ljudmi. Sveti oče je v svojem nagovoru spomnil na preganjanje kristjanov in dodal, da je v krutosti Jezusovega trpljenja vidna krutost naših dejanj. V tvojem žrtvovanem telesu, zmečkanem in razcefranem vidimo telesa naših zapuščenih bratov vzdolž cest, ki so razobličeni zaradi naše malomarnosti in brezbrižnosti. Tebi, božanska ljubezen, vidimo tudi danes svoje brate, ki jih preganjajo, obglavljene, križane zaradi njihove vere vate pred našimi očmi, pogosto tudi z našo soudeleženo tišino. Vtisni, Gospod, naše srce čutenje vere, upanja, ljubezni, bolečine nad našimi grehi, kesanje nad grehi in nas privedi, da se bomo kesali svojih grehov, ki so te križali, je dejal sveti oče. Križ so med postajami poleg vikarja kardinala Agostina Valinija nosili tudi romarji iz svete dežele Iraka, Sirije, Nigerije, Egipta in Kitajske. Prav tako so križ v roke dobili še velika družina, družina s posvojenimi otroki, bolnik in predstavnik Latinske Amerike. In conversione di vita e di opere.